Pozdravljeni. Slovenija se vsak dan sooča vse več begunci iz Ukrajine. Trenutno je v Sloveniji okrog 2500 državljanov Ukrajine. Verjetno ni lokalne skupnosti, ki ne bi priskočila na pomoč z zbiranjem materialnih dobrin ali z nastanitvenimi kapacitetami. Nekaj Ukrajincev je varno zatočišče dobilo tudi v Ormožu. Slovenci smo že v prvih dneh vojne v Ukrajini izkazali izjemno pripravljenost pomagati. Kmalu so se začele zbiralne akcije najnujnejših materialnih dobrin. Po prihodu prvih beguncev pa akcije nudenja strehe nad glavo. Kdor hitro pomaga, pomaga dvakrat, je pregovor, ki se je izkazal tudi tokrat. Humanitarne akcije so se začele tudi v Ormožu. Društvo Gradimo prihodnost skupaj pa je za nekaj Ukrajincev s pomočjo občine in nekaterih posameznikov našlo tudi namestitve. Kar se tiče stanovanja družinam, kar pomeni materam z otroki, na pomoč priskočila tudi občina. Ja, res smo se hitro odzvali. Moram tudi povedati, da se je v naši občini nabralo kar nekaj prostovoljcev, društev, klubov, ki so res takoj odreagirali. Skupaj smo nekako zapeljali to zadevo v pravo smer. Tudi preko Rdečega križa razne humanitarne pomoči tudi zagnale. Tudi ostala društva so to moram poudariti. Občina Ormož, ki je pa lahko pomagala, pa vsekakor z tem, da smo nekako ponudili nočitvene kapacitete oziroma kapacitete za bivanje, torej stanovanja. Trenutno so 3 stanovanja takšna, ki jih se pravi begunci oziroma ljudje iz Ukrajine uporabljajo in ki smo jim nekako nudili res tisto kvalitetno bivanje. Tudi vključitev v osnovne šole, vrtce, društva, klube, takšne in drugačne, jaz verjamem, da je bilo pozitivno z njihove strani sprejeto. Konec koncev težko je to gledati že preko televizije, še težje je to sigurno njim, ki to doživljajo, tako da vsaj malo odmaknemo misel na to črno zgodbo v Ukrajini. Mislim, da občina Ormož skupaj z vsemi deležniki, še enkrat poudarjam, posamezniki, društvi, klube, odlično odreagirala. Je v načrtu še sprejeti kaj več beguncev? Ja, zdaj težko je kaj več. Mi smo vsa stanovanja ponudili. More biti, če bi se sproščalo, katero stanovanje bi še, ampak trenutno imamo 33 beguncev v naši občini. Nekaj jih je tudi verjetno pri ostalih, se pravi, ki so v privatni lasti, kjer so tudi ostale občanke in občani ponudili bivanje, se pravi, Ukrajincev pri nas. Tako da tu smo nekje z kapacitetami. Zdaj, če bi ta val bil večji, seveda potekajo z Ministrstvom za notranje zadeve tudi dogovore, da bomo tudi občine nudile večje kapacitete. Normalno razmišljamo že v prihodnost, torej absolutno bomo vse naše javne stavbe, kjer bi lahko nekaj takšnega ponudili, tudi nudili. V mislih imam normalno telovadnice, kjer so poleg sanitarije, tam so načeloma tudi poleg osnovne šole z kuhinjami, tako da bi bilo možno poskrbeti na večjih stvareh, se pravi za te, ki bi k nam prišli. Jaz upam, sicer, da bodo ta pogajanja, ki jih spremljamo zdaj že, četrta, med obema stranema, da bodo obrodila sadove in da se ta norija dobesedno konča, da začnemo normalno živeti. Pogovarjali smo se vedno o korone, zdaj se pogovarjamo vedno o tej vojni. Radi bi normalnega življenja, ne pa da imamo neko misel za sabo, ko nam preti nek strah, ki pa normalno lahko tudi ogrozi Evropo. Pomembno vlogo pri nudenju pomoči nudi tudi Rdeči križ Slovenije. Ja, Rdeči križ v bistvu nudi pomoč beguncem pri njihovi oskrbi, to je v prehrani, oblačilih, v drugi vrsti pa je seveda kot tisti pomočnik države, kjer se tudi zbira pomoč za državo Ukrajino in sosednje države, pa tudi za tiste begunce, ki bodo pri nas nastanjeni. In pa potem je funkcija Rdečega križa tudi ta, da v primeru razdružitve družin v nadaljevanju bo poskrbel tudi za združevanje in iskanje oseb. Konkretno v Ormožu, koliko se jih je pri vas prijavilo, oziroma kakšen je pravzaprav postopek, ko torej ljudje pridejo?
Ja, ko begunci pridejo v Slovenijo, se najprej morajo registrirati na policijski postaji in pa zaprositi za zaščito. Ker z zaprosilom za zaščito potem tudi pridobijo pravice po denarni pomoči, zaposlovanju, zdravstvenih storitvah in teh stvareh. Potem pa tisti, ki želijo našo pomoč, se registrirajo na pristojnih območnih združenjih, kjer jih mi tudi zabeležimo in vnesemo v sistem. Kakšno vrsto pomoči pa iščejo? Ja, v bistvu v prvi vrsti zdaj v teh dneh v prehrani in pa v higiene. Zato tudi zbiramo največ prehranske izdelke in pa higienske. Sicer prehranske smo kar dobili, smo se založili s strani Rdečega križa, Zveze združenj, ostalo pa higienski pripomočki so zelo dobrodošli. Koliko oseb je trenutno torej registriranih na Rdečem križu? Pri nas je v bistvu registriranih samo 12 oseb, po nekje podatkih nepreverjenih pa bi naj bilo 40 nekje beguncev v naših 3 občinah. In nameščeni so kje? Ja, naj bi bili nameščeni v občinskih stanovanjih, nekateri pa so pri svojcih in pa pri Tomažu so v bistvu ponujeni preko Bookinga, so si našli sami bivališče. No, seveda so ta bivališča oziroma namestitve začasne. Kaj svetujete potem, kam se ne obrnejo, kje bi torej lahko bivali dlje časa? Ja, v bistvu je to številka Urada za migracije, kjer urejajo vse namestitve tistih, ki nimajo pač določenih sorodnikov ali prijateljev, ki bi prišli in jim omogočili bivanje. Urad ureja potem njihove namestitve. Na spletnih straneh našega Rdečega križa, Zveze združenj in območnega združenja, vseh območnih združenj v bistvu so te informacije objavljene, so tudi v angleškem jeziku in pa v njihovem ukrajinskem jeziku, pa tudi na spletnih straneh urada. Za vse tiste, ki želijo pomagati, je Rdeči križ Slovenije odprl telefonski sklic za zbiranje sredstev za pomoč prizadetim v Ukrajini, in sicer na številko 1919 z besedo beguncem za 1 evro ali beguncem 5 za 5 evrov. Denarna sredstva pa je možno nakazati tudi na bančni račun. Ja, v bistvu mi kot Rdeči križ Slovenije, Zveza združenj, zbiramo na enotnem računu Rdečega križa Slovenije, kjer se zbirajo sredstva in od tam bomo potem tudi glede na število naših prijavljenih povratno dobivali pomoč za njih na naša območna združenja. V naslednjih dneh bomo tudi prejeli SIM kartice, katere bomo lahko jim razdelili, da bodo lahko nadaljevali kontakte z svojimi svojci v Ukrajini in pa tudi mogoče bo internetna povezava. Materialno pomoč pa lahko prinesete na sedež območne organizacije Rdečega križa v Ormožu. Vodilni partner LAS upravne enote Ormož, Razvojno-raziskovalni center Ormož, skupaj z Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport občine Ormož ter občinami Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi pripravlja projekt Razpršeni hotel Jeruzalem, Slovenija. Glede na pomanjkanje nočitvenih kapacitet na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je s strani Liste oziroma društva Gradimo prihodnost skupaj že pred 3 leti padla pobuda, da se na nivoju občine Ormož povežejo turistično prenočitvene kapacitete v obliki razpršenega hotela. Ideja je padla na plodna tla in se uresničuje. Projekt v sodelovanju z Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport ter občinami Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž pripravlja lokalna akcijska skupina oziroma njen vodilni partner Razvojno-raziskovalni center Ormož. V tem času je tudi že objavljena poizvedba zainteresiranosti sodelovanja v hotelu Jeruzalem, Slovenija, namenjena vsem, ki bi se razpršenemu hotelu želeli pridružiti kot sobodajalci. Tako da mi smo potem v lanskem letu začeli malo bolj aktivno o tem razmišljati. Tako nekje v sredini leta smo začeli zbirati interes skupaj z Javnim zavodom za kulturo, turizem in šport.
in smo dobili nekako 43 potencialnih interesentov, ki bi se radi vključili v neko skupno zgodbo. In to je bila potem neka prelomnica, ko smo se rekli, ok, v redu, zdaj pa je čas pravi, dajmo razmišljati o tem, dajmo razvijati to zadevo. Zato smo pripravili en projektni predlog kot vodilni partner LAS, ga dali na upravni odbor LAS in pa na skupščino LAS v potrditev, da smo ga lahko potem dali v strategijo lokalnega razvoja, ki smo ga mogli potem potrditi na državni ravni. In nekako potem tudi župani so pristopili aktivno k temu, da bi ta zadeva bila dobro, če bi bila spostavljena na tem območju. Tako da ideja je začela nekako rasti v prejšnjem letu, tam v jeseni, no zdaj smo pa že tako daleč, da imamo pripravljen obrazec, ki ga bomo zdaj objavili na spletni strani REC Ormoža in pa na LAS, in pozivamo vse interesente, ki bi bili pripravljeni kakorkoli sodelovati v razpršenem hotelu, da ta obrazec izpolnijo in nam ga vrnejo na elektronski naslov ali ga prinesejo kar k nam v pisarno, da bomo dobili res tisti konkreten odziv trga oziroma območja, kako in kaj naprej razvija ta hotel, ker pripravljamo projekt v sklopu LAS, kjer bomo v sklopu projekta poskušali vsem tem interesentom ponuditi tiste manjkajoče stvari, ki jih območje potrebuje, da lahko en takšen hotel zaživi. Od izobraževanj do različnih modelov pristopa k razpršenemu hotelu, različnih težav, s katerimi se bodo soočali ti, ki bodo oddajali te nastanitvene kapacitete, bomo poskušali skozi ta projekt nekako najti rešitve za njih. Zato tudi ta projekt. Kaj pa torej to pomeni, kako bo to funkcioniralo vse skupaj? Zdaj, mi smo zelo dosti raziskovali v zadnjem mesecu. Pregledali smo v bistvu zgodovino razpršenih hotelov po Sloveniji. In glede na to, kakšne informacije smo dobili, je stvar ni tako enostavna. Idej ali pa pobud za vzpostavitev razpršenega hotela v Sloveniji je bilo že veliko. Trenutno po naših informacijah, ki smo izbrali, delujejo samo 3 hoteli razpršeni, ostalo pri idejah ali pa so bili vzpostavljeni in je potem zaradi nekih težav pri poslovanju prišlo do zaprtja takšnih hotelov. Tako da trenutno imamo informacije, da delujejo v Sloveniji 3 hoteli in to je en hotel je Robilišče, ki je v bistvu po naših informacijah najdlje trajajoči oziroma poslujoči hotel. Drugi je takšen hotel je Vinarium v Lendavi, ki je nastal lansko leto. Potem je tu še razpršeni hotel Haloze, ki je tudi nastal lansko leto. In pa obstaja še en projekt, ki se imenuje Zidanice, ki pa ga izvajajo v razvojnem centru Novo mesto, ki pa ni glih urejen kot razpršeni hotel, ampak je bolj kot neka skupna platforma za trženje zidanic. Tako da vidimo, da ni enostavno, zato treba pristopiti strokovno, poiskati vse težave, jih poskušati z tem projektom, ki ga pripravljamo, nagovoriti, jih odpraviti, da bomo potem nekako lažje zadevo speljali in da bo tudi potem, ko bo enkrat ta hotel zaživel, imel tudi nekako možnost trajnega razvoja in poslovanja. No, laično si predstavljam, da bo nekje torej v Ormožu, recimo na Ticu, recepcija, ne, in odkoder se bo potem poslalo goste, ki želijo prenočiti na določeno lokacijo. Ja, zdaj mi smo, ko smo proučevali zadevo, smo ugotovili, da je zelo, zelo pomembno, da ima razpršeni hotel fizično recepcijo. To imamo veliko srečo v Ormožu, da že obstaja Tic, kjer že itak dajo v najem hostel in že imajo vzpostavljeno recepcijo in ta recepcija bi lahko služila kot recepcija za celoten razpršeni hotel. In tako tudi nekako razmišljamo, tudi direktor javnega zavoda za kulturo, šport in turizem razmišlja v tej smeri, tako da nekako želja je, da se spostavi skupni destinacijski sistem, rezervacijski sistem, ki bo omogočal vsem, ki bodo vključeni v razpršeni hotel, promocijo in trženje preko tega rezervacijskega sistema. Se pravi, ko boš ti prišel na spletno stran od razpršenega hotela, boš lahko zbiral med različnimi nastanitvenimi kapacitetami in preko tega rezerviral. Potem boš prišel v Ormož, na Tic,
kjer boš dobil vse nadaljne podatke, napotke, ključe in tako dalje. In to bo neka tista prva vstopna točka in tu vidimo, da pri določenih hotelih je tu bil velik problem, da ni bilo te fizične recepcije in zaradi tega se ljudje niso nekako znašli na območju, ki ga je pokrival razpršeni hotel. Tako da to v tej smeri razmišljamo, se pravi, da bo skupni rezervacijski sistem, skupna recepcija in pa potem razpršene nastanitvene kapacitete. In morda tudi spremstvo torej do določene lokacije. To pa je lih predmet tega projekta, da nekako razvijamo sistem, ki bo ponudil čim večjo in čim boljšo izkušnjo turistov. Ne. Tudi spremstvo, tudi različne dodatne turistične atrakcije, druga ponudba, bogato ponudbo imamo tukaj, je treba samo povezati in ponuditi turistov in jaz mislim, da ni neka težava, da ne bi s to ponudbo, ki jo imamo, lahko turistov zadržali več dni na območju destinacije Jeruzalem, Slovenije ali pa celo širše na območju celotnega Lasa. Ne. In kakšen je interes med ponudniki? Dejali ste, da v osnovi, ko ste delali anketo, da je bilo 45 tistih, ki so zainteresirani, ne? Kako pa kaže sedaj trenutno, ko se torej že skoraj realizira vse skupaj? Zdaj trenutno podatkov še nimamo. Pravim, zdaj zbiramo interes, da objavili smo obrazec, želimo pač v nekem doglednem roku 14 dni dobiti res tisti konkreten interes z terena, koliko imamo informacije, je interes, ampak dokler nimamo res nekako na papirju zapisano, kdo je to, kdo se interesira, kakšne kapacitete ima na razpolago, koliko je teh kapacitet, kje so te kapacitete. Tako dolgo res ne moremo dokončno trditi, da je dovolj interesentov, kakorkoli, ker vidimo, kar se dogaja recimo v drugih regijah, kjer skušajo izpostaviti ta hotel, ne. V začetku je interes velik, potem, ko pa želite to spostaviti, ne, potem pa postavite neke seveda standarde, se ne moremo kar vsak objekt ali pa vsako nastanitveno kapaciteto ponuditi v nekem dokaj urejenem hotelu, ne, potem pa to število pade, ne, in se skoncentrira na par, ne. Recimo, zdaj, ko smo preverjali recimo Vinarium, mislim, da so imeli za kazalnik v projektu, da bojo v projekt vključili 15 teh zidanic in trenutno jih nimajo toliko, ne, je kar težko sprati ta interes. No, mi tu zdaj ciljamo predvsem na tiste, ki še nimajo spostavljenega, imajo pa neke kapacitete, ki bi jih pa lahko spostavili in dali v skupno trženje in skupno promocijo pod ta Jeruzalem, razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija. Do kdaj torej je čas, da se prijavijo? Jaz pozivam, da naj naredijo to čim prej, nekako v roku 14 dni bi bilo zelo dobro, ker mi še imamo potem vseeno kar nekaj dela, moramo pa projekt v mesecu maju pripraviti in ga oddati na ministrstvo v potrditev, saj nas držijo roki, se pravi junija je zadnji rok za oddajo, ne bi lih radi čakali do zadnje minute, zato pozivam, da so čim bolj hitri in da čim prej oddajo ta interes. Če karkoli ne vejo, se ne znajdejo, naj nas kontaktirajo in bomo pomagali pripraviti izkaz tega interesa, tako da ni problema, smo na razpolago. No in kaj tisti, ki se bodo torej prijavili, ki so zainteresirani, kaj pridobijo torej z udeležbo, s sodelovanjem? Zdaj moramo vedeti, da v svetu obstaja več modelov razpršenega hotela. Nekako 3 so tisti glavni modeli. Prvi model je, da se razpršeni hotel organizira kot zadruga. To je tudi po mojem mnenju najtežji model, ker za takšno zgodbo že mora biti dokaj zrela zadeva, da se znajdejo ponudniki, ki so pripravljeni ustanoviti zadrugo in skupaj nastopati na trgu. Drugi model je skupna promocija in trženje. To je eden izmed najenostavnejših modelov, v bistvu gre za to, da se samo vzpostavi neka skupna platforma, kjer se vsi ti interesenti skupaj promovirajo in tržijo. Tretji model pa je nekakšen hibrid med prvim in drugim, v bistvu se poleg te skupnega trženja in promocije še potem lahko recimo tisti, ki imajo neko nepremičnino na razpolago, pa se ne želijo s tem aktivno ukvarjati, oddajo to nepremičnino v najem upravljalcu tega hotela in potem on upravlja s to nepremičnino, ne. On skrbi, da so gostje tam, on poskrbi, da je stvar čista, urejena in tako naprej. Ta, ki pa oddaja to nepremičnino, pa zato dobiva neko najemnino. Tako da mi ciljamo bolj v ta model.
Ta hibridni model, pravi, poleg skupne promocije in trženja skupnega rezervacijskega sistema, skupne recepcije, še tudi na to, da bi nekako poskušali s temi, ki imajo te nepremičnine, poslovati na način, da se upravljalec najame njihovo nepremičnino in jo potem oddaja. Zaradi tega, ker vsak, ki bi oddaja nepremičnine, mora biti registriran za dejavnost in mora biti vpisan v register nastanitvenih kapacitet. Vsem ni to interes. To vemo in zaradi tega ne bi radi omejevali in sprejemali samo te, ki to so, ker ti, ki to že imajo vzpostavljeno, že tako verjetno tržijo na nek način svojo kapaciteto in vprašanje je, koliko so pripravljeni sodelovati v razpršenem hotelu. Tako da mi bolj ciljamo na tiste, ki še nimajo, ki imajo samo interes, iščejo neke ideje, se še niso odločili o tem, da bi se ukvarjali s tem profesionalno. To bo ena priložnost za njih, da vseeno, kljub temu, da se sami profesionalno ne bodo ukvarjali z turizmom, lahko pa svojo kapaciteto nudijo v razpršenem hotelu in skozi ta razpršeni hotel potem dobijo nekaj finančni iztržek iz te njihove nepremičnine. Razpršeni hotel je italijanski model nastavitev v različnih hišah in sobah, ki so na različnih lokacijah v nekem kraju, toda povezane v celoto z dogovorjenimi standardi kakovosti storitev, ki pa tako ponudnikom kot gostom ponuja učinkovite centralizirane storitve, kot so rezervacija, prijava, promocija in podobno. Tako razpršene turistične namestitve z enotnim nastopom postanejo hotel, ki bi z dobro organiziranostjo lahko ponujal večje število nočitvenih kapacitet v vseh 3 občinah. Sledijo še 3 prispevki iz športa. Člani atletskega kluba Ormož so se minulo soboto srečali na rednem letnem občnem zboru. Občni zbor je bil tudi volilni, a volitve niso prinesle posebnih sprememb. Člani so vodstvo kluba tudi v novem mandatu zaupali soustanovitelju Ivanu Golobu. Ideja o ustanovitvi atletskega kluba v Ormožu se je rodila pred 2 desetletjema. Ustanovili so ga rekreativni tekači s Ivanom Golobom na čelu. Ob ustanovitvi je klub štel 11 članov, danes jih je čez 100. V zadnjih 20 letih delovanja je klub poznan skoraj na vseh tekaških prireditvah. Iz vrst ormoškega atletskega kluba pa izhaja tudi nekaj tekmovalcev, ki so za Slovenijo tekmovali na reprezentančnih tekmovanjih. Stalno pa tekmujejo na različnih množičnih tekaških prireditvah doma in v tujini, kjer se pogosto uvrščajo na najvišja mesta. Predsednik ne skriva, da je tudi za ormoške tekače korona čas bil kritičen. Ja, seveda, tako kot vse posod je tudi v športu korona prispevala svoj delež. Čeravno tiste tekme državna prvenstva so se odvijala, je pa bilo manj tekem ostale tistih množičnih tekaških prireditev. Smo pa na državnem prvenstvu je lani nastopilo 47 članov. Zbrali so, mislim, da 70 nastopov na državnem prvenstvu. Tudi lahko rečemo solidne ali dobre rezultate. Imamo viceprvaka v maratone Blaža Orešnika, potem imamo tretjo isto v maratone Andrejo Gorčan, pa imamo potem 4., 5., 6., 7., zdaj, če to grem vse naštevati, imamo predugo to debatiralo. No, pa morda še načrti za letošnje leto, vse skupaj se malo odpira, verjetno se bo to tudi poznalo pri vaših aktivnostih? Ja, zdaj praktično ni več nikšnih omejitev, teke bodo se začele. Zdaj za 14 dni imamo naš 21. polmaraton, tako da upam, da letos ne bo nekih omejitev, da bo bolj vse normalno potekalo, kak je recimo 2 leti nazaj. Tako da bomo zopet lahko rekli, da bo klub zbral več kot 300 ali 400 nastopov čez celo leto.
To pomeni oziroma vaše aktivnosti, vaše dejavnosti je še vedno organizacija torej tega ormoškega maratona, ki bo kmalu, potem ormoški teki, ne, verjetno v juniju in tako dalje. Ja, to sta dve naše glavne prireditve ali aktivnosti, polmaraton in potem v juniju pred dnevom državnosti ormoški ulični tek, nočne. Dobro sta zasedene, ena in druga, ulični je kakovostnejši, bi lahko rekli, eden med boljšimi Slovenije in po zasedbi tekmovalcev imeli smo že razne tekače, znane tekače, olimpijce, državne prvake, tujce, tako da tudi na polmaratone imamo vedno mednarodno udeležbo, čez 200, celo blizu 300 tekmovalcev smo že imeli na polmaratone. Letos mogoče še bo kaj malo manj, ker še malo se pač ljudje bojijo te korone ali zdravstvene težave. Upamo, da bodo vrede. Imate kakšne posebne nove načrte, boste uvajali kaj nove, kakšne spremembe recimo, glede na to, da je danes občni zbor? Ja, spremembe bi lahko bile recimo pri mlajših kategorijah, da bi več se udeležilo ali udeleževalo teh treningov, ki jih imam zdaj jaz, 2-krat na teden, vendar je odzivnost slaba, za osnovnošolce govorim, ne. Člani tako imamo tudi 2-krat na teden skupne treninge. Normalno tisti, ki smo tu okoli Ormoža, tisti pridemo, imamo pa člane vse Slovenije, recimo tudi z Gorenjske, pa je pač tako, kak je. Torej, podmladka si želite, ne? Ja, seveda, normalno. Vsak klub si želi mladih članov, ne samo starejših. Na občnem zboru članov atletskega kluba je bil prisoten tudi župan, ki je pojasnil, kako je s strani občine poskrbljeno za klub. Ja, skozi financiranje športnih društev, ki itak delujejo v občine, moram reči, atletski klub se vedno rad vključuje v naše praznike, občinske, tudi za ormoško poletje. Tako da tudi tam nekaj skozi prireditve. Sodelovanje je vedno vzorno, predsednik je res aktiven, pomagajo na vseh možnih straneh. Moram reči, da smo tudi v preteklih letih sedaj dobro sodelovali, tudi smo jim priskrbeli nove prostore, se pravi bivše prostore nogometnega kluba. To stavbo smo tudi letos nadgradili, tako da poslušamo tudi njih, pa verjamem, da glede na uspehe, glede na vse, kar tudi imajo letos v planu, bomo tudi naprej dobro sodelovali. Člani atletskega kluba se poleg urejene atletske steze in ostale športne infrastrukture v Mestni Grabi trenutno veselijo svojih novih prostorov. Ja, seveda je drugače, če se slečeš pa preoblečeš v svoje prostore, svoje. Pač najemnik smo v prostore nekdanjega nogometnega kluba Ormož, lastnik je seveda občina. Drugače je, kako pa prej, ki smo se v gostilni preoblačili na WC, pa prideš s treninga, si moker, se lahko še kdaj stuširaš. Štejete torej to kot dosežek? Ja, seveda je. Dosežek seveda, kot sta dosežek mednarodni tekaški prireditvi, ki jo organizirajo vsako leto. Gre za tradicionalni ormoški polmaraton, ki bo v kratkem, in nočni ulični tek, ki ga prirejajo junija. To je odlična promocija, šport odlično promovira našo občino, tudi naši vsi, bi rekel, člani, tekmovalci iz atletskega kluba, ki hodijo po Sloveniji, odlično promovirajo. Tudi konec koncev je slišati same pohvale pri samih organizacijah vseh teh dogodkov. Vsi tisti, ki pridejo k nam, vedno znajo povedati, da so prireditve na vrhunskem nivoju organizirane, in to je samo tisto, ki dokazuje, da so na teh mestih pravi ljudje,
ki se dobro dokazujejo in pa da našo občino tudi dobro prezentirajo. Pa kar še najbolj pomembno, da delajo na članstvu, tudi privabljajo nove člane, tako da se vedno nekaj novega v atletskem klubu dogaja. Minuli občni zbor je bil tudi volilni, a volitve niso prinesle posebnih sprememb. Člani so vodstvo kluba tudi v novem mandatu zaupali ustanovitelju Ivanu Golobu. Ormoški nogometaši so v soboto popoldne na domačem terenu odigrali tretjo pripravljalno tekmo proti ekipi športnega društva Cven. Tekma je potekala na nogometnem stadionu v Ormožu. Slavili pa so gostje, ki so domačine premagali za 1 gol. Ormožani so tekmo po zaslugi Kohca, ki je nasprotnikov gol zamajal v 5. minuti, Vočanca, ki mu je uspelo v 12. in Borka v 15. minuti začeli odlično. V nadaljevanju srečanja pa je bilo čutiti nerazumljiv pad koncentracije in gostje so se do polčasa približali na 3-2. V drugem polčasu se je trener odločil za 6 menjav in v polje poslal sveže igralce. Ti so si kar hitro pripravili 2 odlične priložnosti, žal pa jim ni uspelo. A je uspelo gostom. Gol so zadeli za izenačenje, hitro zatem pa prešli v vodstvo. Kljub ofenzivi na koncu tekme je bil izid s 3-4. Vas je prizadel poraz? Ne, ni me prizadel poraz, to je pač posledica treningov, trenažnega procesa, zmanjtrane noge, pa pravim, iščemo tisto idealno ekipo. Vidi se, da po pozicijah fantje, ki so dobili priliko, eni so zadovoljili, eni niso pač zadovoljili. To pravim, zato so pripravljalne tekme, da se to odigra, pa da se najde tista idealna 11-terica. No, gre torej za tretjo pripravljalno tekmo, pač 1 poraz oziroma 2 poraza, 1 zmaga. Mislim, da bo torej naslednja tekma boljša, ne? Ja, upam, da bo boljša. Sicer zdaj prihajajo tudi močnejši nasprotniki, tako smo tudi tempirali nasprotnike, da kak priprave odmikajo proti koncu, tako tudi imamo močnejše nasprotnike. Pravim, fantje delajo dobre priprave, dobro trenirajo, tako da jaz ne vidim skrbi za naprej. Nam lahko še morda opišete potek tekme današnje, kako je torej vse skupaj potekalo od začetka? Ja, v prvem polcajti smo pač zdominirali, pa tista ekipa, ki je začela, je kar dobro oddelala svoje naloge. Ja, 2 nespretnosti, 2 napake, 2 gola smo dobili sicer, ampak pravim, fantje težke noge imajo, trenirajo dobro, ampak ne vem, v prvem polcajti pravim, sem zadovoljen, drugi polcajt pa fantje, kjer so dobili priliko, mogli bomo se malo pomeniti. To pomeni, ste jih v drugem polčasu malo spozamenjali? Tudi ja. Spozamenjali smo friške krvi gor, ampak ni se to pokazalo dobro, ja. No, torej 1 izkušnja več, verjamemo seveda, da bo veliko več uspeha v naslednjih tekmah. Ja, normalno bo. Pravim, priprave, ko bomo dali skozi, tempiramo za prvi krog. Prvi krog moramo biti 100% pripravljeni v nulo, tako da nam je pik oziroma v mislih prvi krog in to moramo doseči in imeti v glavah tisto, kar gremo vse na zmago. Nogometaši Cvena tekmujejo v prvi medobčinski nogometni ligi Murska Sobota. Gre za uigran tim, čeprav jim na začetku ni kazalo najboljše. Glede na to, da smo prišli brez trenerja, smo imeli v začetni delu tekme malo krizo 20 minut, malo smo imeli težave z postavitvijo na sredini igrišča, pol pa smo postavili stik z igro in zadevali naprej in na koncu zmagali, ne?
Gre seveda za pripravljalno tekmo. Kako kaže naprej vašemu klubu, kje se vidite čez nekaj mesecev? Trenutno smo odigrali 3 tekme, vse so bile zmaga ali poraz na knap, tako da delamo trdo, sicer treniramo malo manj, študentje pa to. Drugače pa cilj naš je, da pridemo med 8 in se uvrstimo v zgornji del lige, pol pa probamo priti v ligo više. Ste do danes že imeli kakšne izkušnje z Ormožani? Imeli smo, to je zdaj naša 3. tekma, prvo smo visoko zmagali, drugo smo visoko izgubili, zdaj pa smo tu spet zmagali, ne. No, to pomeni, da vam dobro gre, ne? Pa ja, neki kolektivni odnos z obema ekipama se nam zdi ful v redu, tako da za prijateljsko tekmo se nam zdi dober nasprotnik. Iskrene čestitke za dobro igro. Naslednja pripravljalna tekma z nogometaši iz Gerečje vasi pa bo že to soboto 19. marca. V soboto je v športni dvorani na Hardeku potekala tekma 18. kroga lige NLB med Jeruzalemom in Ljubljano. Ormožani so si zmago priigrali obstanek v ligi. Kljub zaostanku za gol v zadnjih 8 minutah tekme je ormoškim rokometašem uspelo strti odpor Ljubljančanov in v tekoči sezoni NLB lige doseči svojo 6. zmago. Gostje so vodili vse do 27. minute, ko pa je Davidu Bogadiju uspelo izenačiti rezultat na 14:14. Do konca prvega polčasa pa so se izbranci Saše Prapotnika uspeli priigrati še 2 gola naskoka in prvi polčas zaključiti z 2 goloma prednosti, kar je pomenilo 17:15. Drugi polčas je bil precej izenačen. Še do 55. minute je bila tekma negotova in kazala rezultat 26:26. A je končnica minila v znamenju Ormožanov, ki so v obrambi zaigrali sijajno in niso več prejeli zadetka. Usodo gostov pa so v zadnjih minutah potem zapečatili Martin Hebar z 2 goloma, po enega pa sta prispevala še Tilen Kosi in Leo Šulek. Med Ormožani je sicer strelsko najbolj bil učinkovit Bojan Čudič, ki je zadel 6 golov. Dobro pa so se odrezali tudi David Bogadi, Martin Hebar, Nikčirovič in Tilen Kosi, ki so Ljubljančanom zabili po 4 gole. Thank you.
Treba pa je povedati tudi to, da so v dresih Ljubljane na domačem Hardeku v soboto zaigrali rokometaši, ki so se urili v Ormožu. Vid Lukman, Miha Kolmančič in Jure Lukman. Ker hitro se je dalo ugotoviti, da Ljubljančani igrajo hitro igro in jih ne gre podcenjevati, a kljub temu je Ormožanom kmalu uspelo ujeti njihov ritem in jih premagati za 3 gole. Tekma se je tako končala z rezultatom 30-27 za Jeruzalem Ormož. Žal predstavniki domačega rokometnega kluba niso bili na voljo za komentar po tekmi, a je verjeti, da so z dobro igro, ki jim je prinesla zavidljiv rezultat, bili zadovoljni. V 19. krogu ekipo Jeruzalem Ormož čaka gostovanje v Slovenj Gradcu, nato pa 2. aprila tekma na Hardeku proti Trimu iz Trebnjega. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklažo in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. To bi bilo vse za danes. Mogoče vas je kateri od prispevkov spodbudil k dobrim dejanjem ali pa vam je dal samo misliti. Predvsem mir je tisto, kar si želimo, in zdravje seveda. Sploh pa, da bi pomlad, ki se veselo prebuja, prinesla olajšanje in veliko veselih dogodkov. Pridružite se nam spet čez teden dni in srečno!